ki ima pravico in dolžnost, da poseže v mest takrat, kadar oblast pozabila nanj, mogoče nekaj spreminjati ustavo in seveda pravico do edine demokratične možnosti odločati na referendumu. Mi se zavedamo, da ena majhna stranka ne more rešiti problema, zato želimo prispevati k temu, da vsi živi uspehe. Mi želimo pomagati nič drugega, nimamo ambicij po oblasti, želimo in smo tudi na volitvah prvi pravzaprav zahtevali širitev demokratičnih oblik odločanja ljudstva, se pravi neposredno demokracijo in seveda pravično delitev, kajti kriza v svetu in pri nas je nastala zato, ker je kapital dobil preveč, ljudje, ki so ga pomagali ustvariti, pa premalo. Kar zadeva naše spremembe ustave, moramo reči, da Demokratična stranka dela ocenjuje poizkus te oblasti, da upelje zlato pravilo in spremembo referendumske zakonodaje kot veleizdajo interesa države in ljudi. Kajti ukinitev dosedanje možnosti uporabiti neposredno odločanje v referendumu pomeni omogočiti državi, da dela kar hoče, ne da bi lahko ljudstvo interveniralo. Kar zadeva zlato pravilo, pa ga mi ocenjujemo kot poceni izgovor za to, da bo oblast zabila seveda ponižujoče in priliznjeno zahtevam Evropske unije zadnji žebelj v krsto socialne države, kajti potem bo izgovor, da ni denarja, zato bojo trpele zdravstvene pravice, varstvo otrok, šolanje, pokojnine in tako naprej. Socialna država nasploh. Zaradi tega je prav, da je naše sporočilo danes temu parlamentu, da je to zadnji opomin, ampak eden zadnjih opominov, da naj zaustavijo način odločanja in pustijo širšo razpravo med ljudmi za tiste spremembe, ki pomeni. Jaz sem prepričan, da je uspeh skupščine ljudstva možen, če bo povezana vse organizacije civilne družbe in seveda nekompromitirane in zdravorazumsko razmišljajoče stranke, ki želijo ohranitev socialne države, demokracije in seveda pravične družbe, ki se ni in seveda naša stranka vedno znova sprašuje, s kakšno pravico Evropska unija od nas zahteva uveljavitev zlatega pravila, takrat, ko nekatere države članice, ustanoviteljice, svoj dolg proglašajo kot daleč večji od našega v primerjavi z BDP-jem. Kakšna je to unija, ki nam pomaga z krediti 6% obrestno mero, Francija in Nemčija kot bogate države pa dobijo po